Lepo pozdravljeni. Dokazali, da nam je še kako mar, da urejamo. Mikrofoni delajo, še tudi drugim. Zato prosim, če si izklopite mikrofone, ko se prijavite. Celovita prenova je ponekod vključevala zamenjavo celotne politike. Jaz mislim, da bi kar začeli. Ura je 2. Lepo pozdravljeni. Najprej bi vas pozvala vsi, ki se na novo prijavljate, da si res izklopite mikrofone, ker sicer bomo zelo težko izvedli to izobraževanje, tako da bomo slišali tistega, ki govori, se pravi predavatelja. Pa predlagam, da kar začnemo. Se pravi, to, da smo danes tukaj, pomeni, da na naša vrata države že trka posebej nevarna bolezen, to je afriška prašičja kuga. Je pa naša skupna naloga, da ta vrata ostanejo zaprta. Zdaj, kako in kaj storiti pa v primeru pojava bolezni, bomo pa izvedeli v današnjem izobraževanju. In to izobraževanje je zastavljeno tako, da nas pelje od pregleda aktualne situacije, pa pripravljenosti, pa potem preko kliničnih znakov pri domačih in divjih prašičih. Veliko bomo slišali o preventivnih ukrepih s poudarkom na biovarnosti, predvsem pa poudarkom na odgovornosti rejcev in seveda vseh ostalih deležnikov. Z nami bodo strokovnjaki iz veterinarske fakultete in pa predstavniki uprave. Zdaj predam besedo prvi predavateljici, mogoče nekaj tehničnih obvestil. Izobraževanje se snema. Na enak način, kot ste prejeli vabila, bomo posredovali potem tudi posnetek. Vprašanja, če bi se kakšna pojavila, pišite v klepet, mikrofonov ne bomo prižigali. Če bi pa ostalo kakšno vprašanje neodgovorjeno, se bomo potrudili, da za sproti odgovarjamo po vsakem sklopu, tista na koncu pa seveda tudi po mailu lahko pošljete in bomo odgovorili. Zdaj pa predajam besedo kar kolegici iz uprave, Jedrt Maurer-Vernik, da predstavi aktualno situacijo v zvezi z APK in pove, kako smo pripravljeni na morebitne izbruhe. Hvala. Lep pozdrav. Kot je povedala Damjana, na kratko bom predstavila aktualno situacijo, se pravi, kaj se dogaja s kugo do včerajšnjega dne. To so podatki iz Evropskega sistema za prijavo bolezni, v katerega so vključene tudi nekatere tretje države, sosednje tretje države. Vidimo, da imamo podatke tudi iz Ukrajine, iz držav Zahodnega Balkana. Jerca, mikrofon. Do kje ste slišali? No, kakorkoli. Do včerajšnjega dne je bilo skupno prijavljenih 744 izbruhov pri domačih, pri gojenih prašičih in nekaj več kot 8000 primerov pri divjih prašičih. Vidimo, da večina, to so te rumene pikce, ki označujejo izbruhe pri domačih, pri gojenih prašičih, so na področju držav Zahodnega Balkana in Ukrajine, Romunije in pa baltskih držav. Če primerjamo z lanskim letom v tem obdobju, vidimo, da je število primerov izbruhov pri domačih prašičih nižje v Nemčiji in pa v Italiji, medtem ko se pa na Zahodnem Balkanu pa ta pojavnost samo krepi. Če pogledamo v primerjavi z lanskim letom v enakem obdobju oziroma v celotnem lanskem letu je bilo prijavljenih 752 izbruhov pri gojenih prašičih, letos samo do včerajšnjega dne 744. Pri tem je največji delež na Romuniji in pa Srbiji, ki občutno izstopata. Hrvaška je v letošnjem letu
To, kar nas v bistvu najbolj skrbi, prijavlja 46 izbruhov pri domačih prigojenih prašičih. En izbruh je prijavila februarja letos, vse ostale pa v drugi polovici, se pravi od julija letos naprej, samo v septembru in oktobru so zabeležili 30 izbruhov. In v bistvu to je ta situacija, ki nas najbolj skrbi. Enako recimo Estonija je v letošnjem letu v zadnjem času prijavila 11 izbruhov, kar je za njihove razmere ogromno. Če upoštevamo, da ima Estonija 96% prašičev v velikih rejah, pri njih te dvoriščne backyard reje niti ne igrajo vloge. V bistvu gre za izbruhe na velikih rejah z več kot 1000 prašiči. Pri divjih prašičih je do 5. oktobra skoraj 1000 primerov več prijavljenih kot v celotnem lanskem letu. Tudi tukaj gre za občutno širjenje oziroma večjo pojavnost. Večino primerov prijavita Nemčija in Poljska. Če pogledamo po tednih, največjo v bistvu pri gojenih prašičih se bolezen največ pojavlja v poletnih mesecih, od nekje konec junija, julija in potem avgusta. Za razliko od lanskega leta, ko je začela začetkom jeseni ta krivulja padati, število primerov izbruhov padati, vidimo, da letos še kar vztraja na zelo visoki ravni. Pri divjih prašičih pa je v bistvu ta krivulja zamaknjena na začetek leta, vendar pa vidimo, v letošnjem letu je število pojavov tudi v začetku leta pri divjih prašičih močno odstopalo navzgor glede na lansko leto. Če pogledamo še območja z omejitvami, se pravi, to so območja, kjer je bolezen prisotna in so določena z uredbo komisije. Modra območja so območja z omejitvami 1, to so v bistvu nekako varovalna območja, kjer bolezen ni potrjena, se pa izvajajo določeni ukrepi. Potem so rozasta območja, kjer je bolezen pri divjih prašičih, in pa rdeča območja, kjer pomeni, to so območja z omejitvami 3, kjer je bolezen prisotna pri domačih prašičih. Prva slika je iz začetka lanskega leta. Vidimo, da je bila situacija dosti umirjena. Tudi v Italiji so bili primeri samo pri divjih prašičih v severu Italije. Medtem v drugi polovici leta, se pravi nekako tak čas, kakor smo zdaj, samo v lanskem letu, vidimo, da se je situacija že malo poslabšala oziroma je prišlo do izbruhov pri domačih prašičih. To, ko sem rekla, začetek poletja, konec poletja je največ izbruhov pri domačih. Medtem ko recimo zanimivo, Sardinija je v lanskem letu uspela izkoreniniti bolezen po več kot 50 letih in trenutno nima območij z omejitvami. Če pogledamo, primerjamo z letošnjim letom, v začetku leta Estonija še vedno brez primerov izbruhov, tako kot v lanskem letu pri domačih prašičih. Enako ugodna situacija tudi v ostalih baltskih državah. Se je pa bolezen pojavila v Nemčiji, na zahodu države. Vidimo, da se je začela širiti tudi na severu Italije, tudi pri domačih prašičih, ko je bila do takrat omejena samo na divje. Trenutna situacija je pa ta slika na desni. Vidimo, da se je situacija drastično poslabšala, predvsem v baltskih državah in pa na območju Zahodnega Balkana oziroma Hrvaške. Vidimo, da je celotno območje ob vzhodni meji območje 3, se pravi, kjer se bolezen širi pri domačih prašičih. Zaradi česar pravzaprav to izobraževanje tudi je, da uvedemo ukrepe oziroma malo osvežimo znanje, kaj in kako se da preprečiti vnos bolezni. Pri tem vse države navajajo razloge za ponovno širjenje, ponovne izbruhe bolezni.
Glavni razlog je pomanjkljiva biovarnost, se pravi neupoštevanje prepovedi vstopa v obrate s prašiči, neuporaba zaščitne obleke oziroma čiščenja dezinfekcije, omogočanje stikov med gojenimi in divjimi prašiči, gre za pomanjkljive oziroma poškodovane in nevzdrževane ograje okrog izpustov oziroma prostih rej prašiči. To je predvsem pomembno na območjih, kjer je kuga že prisotna pri divjih prašičih. Navajajo nezadostno čiščenje, razkuževanje vozil, ki dostopajo v obrate. To so vozila s krmo, VHS vozila oziroma vozila, ki odvažajo kadavre. Skratka, to je tudi eden ključnih dejavnikov za ponovne izbruhe bolezni. Nezadostna deratizacija predvsem in pa krmljenje sveže hrane, krme z območij, kjer je APK prisotna pri divjih prašičih. Se pravi, ni termično obdelana oziroma ne stoji za dosti časa, da bi prišlo do uničenja virusa. In seveda poglavitni faktor je človeški faktor, zaradi neupoštevanja predpisov, predvsem zaradi ilegalnega prometa živalmi oziroma izdelki. Rejci ne verjamejo pozitivnim rezultatom preiskav. V bistvu to je nekaj novega, kar se zdaj pojavlja in dejansko, zaradi tega, ker ne verjamejo v rezultate, ne izvajajo ukrepov in posledično širijo bolezen. Prav tako ne dovolijo pokončanja oziroma zakopavanja živali. To je tudi eden od dejavnikov, ki so se pojavili v zadnjem času, pa ne samo v zvezi z afriško prašičjo, kot tudi pri ostalih posebno nevarnih boleznih, je vse več negodovanja glede izvajanja tega ukrepa, predvsem strani nevladnih organizacij, tako da je to ena od težav, ko jo bo treba nasloviti in tudi rešiti po novem. In zaradi vsega tega, kar sem navedla, v bistvu pridemo do situacije, kakršna je v zadnjem času na Hrvaškem. To je nekaj odlomkov iz spletnih naslovov. Hrvaška na kolenih zaradi prašičje kuge, seveda pokončati so morali tudi ene večjih farm z več 10.000 prašiči, tako da v bistvu z aktivnostmi, s ukrepi, ki jih izvajamo glede pripravljenosti na APK, se želimo prav temu izogniti. Zaenkrat Slovenija je še vedno prosta afriške prašičje kuge in vsi napori, vse sile v bistvu usmerjamo v preprečevanje vnosa virusa, tako v državo, kot tudi v rejo prašičev, v bistvu s preventivnimi ukrepi, biovarnostnimi ukrepi. Te izvajamo, kot sem že rekla, v bistvu od prvih pojavov afriške prašičje kuge na območju EU v letu 2014. Glavni napori, kot sem rekla, so usmerjeni v ozaveščanje, o nevarnosti APK, o načinih vnosa, prenosa, o ukrepih, ki jih je treba izvajati, da bi se temu izognili. Eden osnovnih ukrepov in pa osnovna odgovornost rejca oziroma lovca je vsekakor spremljanje zdravstvenega stanja pri svojih živalih oziroma pri divjih prašičih in prijava suma pri gojenih oziroma vsakega poginulega divjega prašiča. To zagotavlja zgodnje odkrivanje, zgodnjo potrditev bolezni, če je do nje prišlo, in omogoča tudi hitro in učinkovito ukrepanje. Zato je to eden ključnih ukrepov. Vse od leta 2014 smo začeli z intenzivnim, pasivnim in aktivnim nadzorom tako v populaciji divjih živali, kjer je obvezna vsaka prijava vsakega najdenega poginulega in preiskava na prisotnost kuge. Prav tako se dodatno izvaja aktivni nadzor pri odstreljenih divjih prašičih in pa spremljanje pri gojenih prašičih, kjer je spremljanje razdeljeno na velike farme in pa ostale obrate. Zaradi trenutne situacije v sosednjih državah smo na podlagi sklepa Državnega središča za nadzor bolezni pojačali preiskave pri poginulih domačih prašičih
iz 2% na 4%. Poleg tega se izvajajo preiskave na prisotnost kuge tudi pri abortusih. Ker se je izkazalo v vseh teh letih, da je ključna težava dejansko, kdo je odgovoren oziroma kdo lahko določene ukrepe odredi, predvsem v populaciji divjih živali in kdo to nadzira in kdo to financira, je bil v letu 2020 pripravljen zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je jasno razmejil pristojnosti in odgovornosti in določil tudi način in vire financiranja. V bistvu ta zakon predstavlja osnovo za boj proti APK, predvsem pomemben del je preventiva, da lahko že v mirnodobnem času, ko bolezen še ni prisotna, izvajamo določene ukrepe in se te ukrepi tudi financirajo. Tako je na podlagi širjenja bolezni že v letu 2021 takoj po sprejemu zakona bil sprejet sklep o visoki stopnji ogroženosti. S tem so se začeli izvajati tudi določeni dodatni ukrepi, kot je intenzivni odstrel divjih prašičev, izplačila za doseganje teh dodatnega odstrela, prepoved premikanja živih divjih prašičev, prepoved krmljenja živalskih stranskih proizvodov v loviščih, obvezna prijava vsakega najdenega poginulega, skratka en kup dodatnih ukrepov, s katerimi bi lahko preprečili vnos v samo državo. Potem po pojavu afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Hrvaškem v Karlovški županiji je bilo območje, v bistvu, ki so ga določili, manj kot 50 kilometrov oddaljeno od slovenske meje. Zato smo tudi na podlagi zakona določili območje visokega tveganja ob meji s Hrvaško, kjer se je izvajalo več ukrepov, vključno z aktivnim iskanjem poginulih divjih prašičev, obveznim testiranjem vsega odstrela na prisotnost virusa in še dodatni drugi ukrepi. Ti so se izvajali do jeseni lanskega leta, ko je Hrvaška tudi ukinila območja. Tako da to je še eden od teh ukrepov, ki jih lahko izvedemo, da bi preprečili morebiten vnos. Potem je bil pripravljen pravilnik o biovarnosti in izvajanju biovarnostnih ukrepov iz uredbe o prenosljivih boleznih živali. Ta pravilnik, s tem pravilnikom določamo minimalne biovarnostne ukrepe, ki jih morajo izpolnjevati oziroma izvajati rejci živali. Dodatno so opredeljeni posebni biovarnosti ukrepi za reje prašičev. Ta pravilnik tudi določa možnost uvedbe določenih ukrepov ob nespoštovanju oziroma neizvajanju teh ukrepov. Tukaj gre predvsem za to, kot sem povedala, ključen dejavnik pri pojavih afriške prašičje kuge in širjenju je pomanjkljiva biovarnost. In v bistvu ta pravilnik omogoča tudi v primeru, ko so reje, ki predstavljajo visoko tveganje, zadev ne uredijo, da se takim rejam, če je tveganje večje oziroma če se bolezen tudi pojavi v bližini, da se prepove začasno ali pa trajno oziroma do izpolnitve zahtev glede biovarnosti. Skratka, omogoča dodatno zaščito za vnos oziroma širjenje bolezni. Nenazadnje pa je ključnega pomena v bistvu pri vseh aktivnostih v zvezi s pripravljenostjo, da vsak ve, za kaj gre, da ve, kaj pojav kuge pomeni, tako pri domačih kot pri divjih prašičih, kaj lahko oziroma kaj je treba, kaj mora posameznik narediti, da se vnos oziroma širjenje prepreči. Zato smo vsem tem času veliko truda in pa dela vložili v pripravo informacij. Tako za rejce, za posamezne skupine, se pravi za gozdne delavce, za sezonske delavce, za veterinarje. V bistvu na vsako skupino smo naslovili specifične informacije, da bi
ozavestili, na kak način predvsem se da preprečiti vnos bolezni. Eden ključnih ukrepov je bil tudi postavitev opozorilnih tabel v več jezikih na počivališča ob glavnih prometnicah, zaradi tega, ker prek Slovenije vodi veliko tranzitnih poti iz območij, kjer je bolezen prisotna. Ogromno je tega množičnega turizma, predvsem poleti, in velika nevarnost je, oziroma tudi eden ključnih problemov v zvezi z afriško prašičjo kugo, nepravilno odstranjevanje odpadkov, ostankov hrane. Kljub tem opozorilom, kljub prošnjam, da se ostanki odvržejo v zaprte smetnjake, je to realnost vsakodnevna in to predstavlja res veliko tveganje, predvsem tej domači izdelki, domače mesnine za pojav, za vnos kuge v državo, predvsem če pridejo s tem v stik divji prašiči. Pripravili smo, kot sem rekla, veliko letakov usmerjenih tako za lovce, gozdne delavce, za rejce. Redno oglašujemo na radijskih postajah, to je predvsem v najbolj telih visokorizičnih obdobjih, se pravi med poletjem, pred prazniki, ko je možnost vnosa teh zaradi več velikih migracij ljudi večja. Prek socialnih omrežjih objavljamo članke v medijih. Skratka, ogromno aktivnosti. V ta namen smo pripravili spletno stran o afriški prašičji kugi, kjer so na voljo vsi informativni materiali, vsa zakonodaja, v bistvu vse relevantne informacije v zvezi z afriško prašičjo kugo. Izvedli smo veliko usposabljanj, izobraževanj, tako za veterinarje, ostale deležnike, za usposabljanje lovcev za aktivno iskanje. Pripravljenost smo preverjali tudi na simulacijskih vajah, tako pri nas kot tudi pri sosedih, kjer smo aktivno sodelovali v Avstriji na več simulacijskih vajah. In v bistvu vse to z namenom, da se izognemo tej situaciji, kakršna je trenutno na Hrvaškem. Zdaj, skratka, dejansko je od prvega pojava APK na območju Evropske unije že več kot 10 let. V vsem tem času aktivno izvajamo ukrepe, veliko zaveščamo, vemo, da je težko vzdrževati zadostno ozaveščenost, pripravljenost na zadost visokem nivoju ves ta dolg čas, mislim, to celotno obdobje, vendar pa dejansko upamo, da smo pripravljeni, da bi ob morebitnem pojavu lahko čim hitreje in učinkovito ukrepali in da se nam ne zgodi v bistvu ta situacija, ko dejansko mislimo, da smo pripravljeni, na koncu nas pa bolezen preseneti. Toliko pripravljenosti in razširjenosti bolezni, zdaj bi pa predala besedo profesor dr. Marini Štrukelj iz Veterinarske fakultete, da pove več o kliničnih znakih bolezni. Hvala. Drugače pišem Štukelj. Se opravičujem za pomoto. To so konstantne težave z mojim priimkom. Skratka, lepo pozdravljeni. Z mojim predavanjem vam bom malček osvežila znanje glede prenosa virusa APK, glede epidemiologije, kako prepoznati bolezen oziroma bolj natančno, kako posumiti na bolezen na podlagi kliničnih znamenj in na koncu še nekaj o diferencialni diagnostiki. Zdaj, virus se lahko prenaša na dva načina, in sicer lahko direktno ali pa indirektno. Rezervoar virusa, se pravi tam, kjer se virus razmnožuje, pomnožuje, so domači in pa divji prašiči, virus je namreč vrstno specifičen, ali pa klopi. Zdaj, okuženi prašiči širijo virus z vsemi svojimi sekreti in ekskreti, vendar zdaleč najbolj kužen material je kri, skratka v krvi je največ virusa. Zdaj, prašiči se običajno ob direktnem kontaktu okužijo oronazalno, pomeni preko ust ali pa preko nosu, možno pa je seveda tudi prenos virusa preko semena.
Prej, ko sem omenjala klope, to so posebni klopi, to so mehkosteni klopi iz rodu Ornithodorus. Teh klopov na srečo ni ne v Sloveniji, ne v večjem delu Evrope, edino, kjer jih najdemo v Evropi, je to na Pirenejskem polotoku, drugače pa jih je ogromno v Afriki. Zdaj, direktno se lahko okužijo ne samo domači in domač prašič, ampak lahko seveda tudi divji prašič na domače. Seveda najbolj riskantne so tiste reje, kjer imajo prašiči spuste, kjer se prašiče vzreja na prostem, sicer na nekem ograjenem območju, ali pa prosto živeči prašiči. Teh slednjih v Sloveniji ni in pa tudi to vzreja prašičev na prostem, na ograjenem območju. Septembra 2023 je bil sprejet sklep DSNB-ja, da je potrebno vse prašiče, ki se vzreja na prostem, ograditi in to z dvojno ograjo, kar je seveda bistveno zmanjša riziko prenosa virusa iz divjih na domače prašiče. Potem pa indirekten prenos virusa, zdaleč morda najbolj pomemben, glede na izkušnje pozitivnih držav, so mesni izdelki, ki izvirajo iz pozitivnih prašičev, skratka za eno besedo pomije. Namreč virus se izjemno dolgo ohranja v mesu, na hladnem pri 4 stopinjah več kot 6 mesecev, v zamrznenem mesu več kot 1000 dni, ne soljenje, ne sušenje ne uničita virusa, tako da v šunkah in pršutih virus ohranja virulenco vsaj 300 dni. In vemo tudi to, da so bili vedno prvi izbruhi v rejah domačih prašičev v majhnih, v ekstenzivnih rejah in kot rečeno, velikokrat ali pa večinoma so bili vzrok ravno pomije. Drugače se virus indirektno lahko prenaša tudi preko kontaminirane vode, krme in pa opreme. Kot smo že prej slišali, ljudje res igramo pomembno vlogo pri prenosu virusa. In zlasti, če se pri vstopu v reje prašičev ne preobujemo, ne preoblečemo, ne umijemo rok, lahko na ta način seveda prenesemo virus v reje. Ob afriški prašičji kugi so res velikokrat omenjeni lovci v smislu, če bi direktno iz gozda po lovu prišli v rejo, ne da bi se prej preobuli in pa preoblekli. Potem je lahko vir okužbe kontaminirana trava, poljščine in pa nastir, zlasti z območij, kjer je potrjena APK pri divjih prašičih in to predstavlja res velik rizik vnosa v reje domačih prašičev in o tem načinu poročajo iz velikih pozitivnih oziroma iz številnih pozitivnih držav. Potem transportna sredstva, ki vozijo iz dvorišča na dvorišče, absolutno predstavljajo rizik vnosa virusa afriške prašičje kuge. In potem je še iatrogen prenos, skratka z iglami, brizgami, nosnimi zankami, tetovirnimi kleščami, z vsemi materiali oziroma pripomočki, ki pridejo v kontakt s krvjo, na ta način se virus lahko tudi indirektno prenaša. Kako je z širjenjem? Vemo, da virus ni zelo kužen, kar pomeni, da ob prvem kontaktu z virusom se bo okužilo samo nekaj prašičev. Poročajo, da manj kot 30%. In če zdaj pogledamo, za primer v reji s 100 prašiči, če bi prišlo do vnosa virusa, bi se v prvem kontaktu z virusom okužilo samo 10 prašičev, vendar od teh 10 bi jih 9 poginilo. Skratka, virus je izjemno letalen. Zdaj, inkubacija običajno pri akutni obliki, ki se najpogosteje pojavlja v Evropi, traja od 3 do 7 dni. In takoj potem začnejo seveda prašiči kazati klinična znamenja in pojavi se viremija. Vendar v tem času prašiči še ne širijo virusa. Virus začnejo širiti približno 7 do 10 dni po okužbi in potem ohranja se, oziroma prašiči so viremični vsaj še 8 tednov. Medtem ko v limfatičnem tkivu se virus ohranja še bistveno dlje, govorijo o 12 tednih oziroma nekateri poročajo celo o 21 tednih, kar pa v Evropi pri domačih prašičih ni tako pomembno, namreč ker prašiči tako ali tako prej ali poginejo ali so potem evtanazirani.
Zdaj, 3 epidemiološke lastnosti virusa, kot je nizka kužnost, visoka smrtnost, visoka odpornost, omogočajo lokalno obstojnost virusa in omejeno geografsko širjenje. Vemo, da se za divjimi prašiči virus prenaša približno 20 do 40 km letno. Ljudje ga pa prenašamo na izjemno dolge razdalje in vsaj 120 km na uro. Še ena pomembna informacija, in sicer obdobje visokega tveganja. Gre za obdobje od takrat, ko se virus vnese v rejo, do takrat, ko rejec ugotovi, da je virus prisoten v reji. Zdaj, to obdobje visokega tveganja je odvisno od velikosti reje. Večja kot je reja, daljše je to obdobje. Zdaj, če pogledamo primer velike farme s 1000 prašiči, je to obdobje visokega tveganja več kot 1 mesec. Zakaj? Zato, ker ob prvem kontaktu, sem že prej rekla, da virus ni zelo kužen in zboli samo nekaj prašičev. Klinična znamenja niso patognomična, zato so običajno zakrita pod kliničnimi znamenji nekih patogenov, ki so običajno prisotna v reji. Poleg tega pa je tudi v prvih tednih pogin znotraj tistega normalnega 3% pogina. Šele kasneje, ko začne poginjati večje število prašičev, takrat pa se potem posumi in ugotovi, da je prisotna bolezen. In še enkrat poudarjam, to traja več kot 4 mesece, tedne, kar pomeni, da v vsem tem času, če rejci ne izvajajo biovarnostnih ukrepov, je seveda velika nevarnost za širjenje virusa na okoliške reje. Potem obdobje visokega tveganja na farmi s 150 prašiči je približno 2 do 3 tedne, medtem ko v manjših rejah je to obdobje bistveno krajše, in sicer 1 tedna. Si lahko predstavljate, da v rejah, kjer je samo par prašičev, 5-6 prašičev, rejcu poginejo 3 prašiči in potem se res hitro ugotovi, da je prisoten virus. Ta graf prikazuje, kdaj v letnem času ali pa katere mesece so najpogostejši vnosi virusa v reje domačih prašičev. Sicer gre za graf iz leta 2018 od kolega iz Litve, vendar se situacija ni nič spremenila. Skratka, najpogostejši vnosi virusa so v poletnih mesecih, in sicer v juniju, juliju in pa avgustu. Zdaj sicer to nekako ne gre v kontekst, ker virus zelo hitro inaktivira visoke temperature in pa močni UV žarki, kar poleti oboje je, vendar so ugotovili, da je takrat seveda največ premikanja ljudi, kmetov iz njive v hleve in enako tudi s transportnimi sredstvi, in to ne bi bil razlog, da so v poletnih mesecih bistveno pogostejši izbruhi kot v ostalih mesecih. Zdaj, klinična znamenja niso, kot rečeno, specifična. Na podlagi kliničnih znamenj mi lahko posumimo na bolezen. In sicer klinična znamenja so odvisna od virulence virusa. Obstajajo različno virulentni sevi, od zelo visoko virulentnih sevov, visoko virulentni, srednje in pa nizko virulentni sevi. Zdaj, teh srednjih in pa nizko virulentnih sevov, ki povzročata subakutno in pa kronično obliko, tega pri domačih prašičih v Evropi ni, zato se bomo osredotočili samo na perakutno in pa akutno obliko bolezni. Zdaj, pri perakutni obliki bolezni seveda vse poteka izjemno hitro, inkubacija je lahko od 1 do 4 dni, absolutno 100% pogin in večinoma prašiči poginejo brez kakršnih koli kliničnih znamenj, včasih lahko že znotraj 24 ur, ampak gotovo pa do 4. dneva. Visoko virulentni sevi povzročajo akutno obliko, tukaj inkubacija traja 3 do 7 dni, tudi tu vidite, je pogin 90 do 100%. Kolegi iz Srbije so mi povedali, da opažajo, da v rejah, kjer so vse kategorije prašičev na farmi ali pa v reji, se vedno prva klinična znamenja pojavijo pri plemenskih prašičih. Drugače pa lahko obolevajo vse kategorije prašičev, in sicer
kaj vidimo? Visoko temperaturo od 40 do 42 stopinj Celzija in seveda veste, da kadar imajo prašiči visoko temperaturo, se slabo počutijo, so apatični, so neješči, začnejo se tudi gručiti, po koži se pojavljajo rdečkasta, modrikasta obarvanje, govorimo o cianozi kože, pojavljajo se tudi krvavitve po koži in ne samo to, prašiči krvavijo iz vseh svojih telesnih odprtin in krvavitve so običajno zelo hude, tako hude, da so zamazane tla, potem so zamazane stene, oprema, orodje in seveda tudi prašiči in pa seveda vsi sovrstniki v boksu. Pojavlja se krvava driska, bruhanje, tudi bruhanje je večinoma krvavo. Pri svinjah se pojavljajo abortusi, poročajo, da že od druge tretjine brejosti dalje. Pri nekaterih svinjah oziroma prašičih opažajo tudi nevrološka znamenja, to se kaže kot nekoordinirana hoja, potem tudi paralitično obnašanje, opistotonus. Kaj se še pojavlja? Težave z dihanjem, in sicer težko in pa plitko dihanje. To se pojavlja zato, ker virus na svoji poti poškoduje tudi stene krvnih žil, pojavlja se tudi trombocitopenija, levkopenija in zaradi tega, ker pride do poškodbe sten krvnih žil in tudi zmanjšanega števila trombocitov, vidimo hemoragični sindrom, druga stvar pa je, da nastajajo edemi. In nastanejo tudi edem pljuč in to je glavni razlog, zakaj prašiči potem poginejo in pri akutni obliki poginejo od 7 do 10 dni po pojavu kliničnih znamenj. Zdaj, kaj vidimo v reji? To, kar sem že na začetku povedala, ne zbolijo vsi prašiči hkrati, kar se tukaj lepo vidi na tej fotografiji. Na tem srednjem prašiču lepo vidite cianozo kože, se pravi uhljev, glave in celotnega ventralnega dela trupa. Posnetek od kolegice iz Srbije. Zdaj boste videli, kako izgleda kuga na farmi, tukaj so pitanci, boste videli, v tem boksu je še precej prašičev živahnih, raziskuje svojo okolico, v tem boksu je situacija povsem drugačna, povsem apatični prašiči, tukaj vidimo že 3 kadavre, medtem ko en prašič še, kaj ne rečem, raziskuje svojo okolico. Zdaj soseden boks, precej živahni prašiči, imajo še apetit. Ta prašič tukaj, kot vidite, se zelo težko premika, ima bolečine v sklepih, kar tudi zelo pogosto vidimo v pozitivnih rejah. Spet fotografija od kolegice iz Srbije. Spet različna klinika, od poginjenih prašičev do prašiča, ki se seveda še zanima za okolico. Na tem kadavru lepo vidite cianozo kože in enako tudi na tem kadavru. Kot sem že rekla, svinje lahko abortirajo, abortusi se običajno dogajajo v druge tretjine brejosti, tudi tukaj še nekaj mumificiranih in pa abortiranih plodov. Pri prašičih se pojavlja tudi konjunktivitis, sluznice so tudi spremenjene, lahko tudi krvave in enako je tudi z izcedkom iz oči, pogosto se vidijo tudi krvave solze. Kot sem rekla, prašiči krvavijo iz svojih telesnih odprtin, kar se tukaj lepo vidi pri tem prašiču, ki krvavi iz rilca in zelo jasna je vidna cianoza uhljev. Spet fotografija iz ene ekstenzivne reje, vidite 6 poginjenih prašičev in iz rilcev se jim izceja kri. To rejo sem obiskala sama v Srbiji, rejec je imel 3 pitance in vsi 3 pitanci so poginili, kot vidite na tem kadavru, cianoza, še bližji posnetek, cianoza uhljev, kože, zlasti ventralnega dela trupa in tudi po zadnjih okončinah. To fotografijo sem dodala zato, ker so v tistem času opažali izbruhe v različnih rejah v sosednjih vaseh in skupni imenovalec vseh teh rej in pa vnosa virusa afriške prašičje kuge so bila drva. In vozil je ta drva
nek prodajalec drv iz istega gozda. Skratka, ta drva so bila okužena očitno z virusom afriške prašičje kuge. Potem druga reja, ta reja je bila prav na robu vasi. Tukaj v tem objektu je bil hlev, to so bila vrata v hlev in tukaj je ograjeno dvorišče. V hlevu so nas pričakali 5 pitancev, ki so bili povsem zdravi. Medtem ko smo vstopili na to ograjeno območje, smo najprej videli seveda svinjo, ki je ležala, tukaj je še en hlev in tukaj je krmilnik. In če krmilnik pogledamo od blizu, vidimo, da je poln krvi. S krvjo je zamazan ne samo krmilnik, tla, stene. Rejec je sicer nam najprej rekel, da se je verjetno svinja poškodovala, vendar, ko smo prišli do te svinje, se je s težavo dvignila in potem smo videli, kako ji pulzirajoče teče kri iz rilca. V hlevu, ki ste ga prej videli, je pa ležala druga svinja, ki pa je hlastala za zrakom. Kot sem prej omenila, virus povzroča poškodbe pljuč in pa posledično edeme in ta svinja je bila gotovo tik pred poginom in je na ta način dihala in se pač borila za zrak. Zdaj, če pogledamo bližji posnetek te svinje, vidite petehialne krvavitve po uhlju, petehialne krvavitve po koži. In tukaj še bližji posnetek, polno petehialnih krvavitev po uhlih in pa tudi po kožih. Spet svinja, apatična, s povišano telesno temperaturo, z izrazito cianozo kože in pa te črne pike. Te črne pike spet predstavljajo oziroma so petehialne krvavitve. In enako tukaj spet petehialne krvavitve po koži. Kot sem že prej omenila, nekateri prašiči kažejo tudi nevrološka znamenja. Tukaj vidite svinjo, ki že sedi, se ne more več dvigniti in ta značilen opistotonus. Že prej sem omenila, da je kri najbolj kužen material in res je treba biti pazljiv. Ob kadavrih oziroma iz kadavrov se izcejajo velike količine krvi in tukaj vidite rejca, ki je seveda stal direktno na krvi. Treba je biti res pazljiv, da potem se preobujemo in pa seveda tudi preoblečemo, da se na ta način ne bi širil virus. Fotografija od kolega iz Litve. Ob pogledu takšnega stanja na farmi nam mora biti zelo jasno, da je bil virus vnesen že več kot 1 mesec pred to klinično sliko in seveda gre za to obdobje visokega tveganja in za možnost prenosa virusa, če se seveda ne izvajajo vse predpisani biovarnostni ukrepi. Še enkrat poudarjam, da na podlagi kliničnih znamenj lahko samo posumimo na bolezen, zato absolutno potrebujemo diferencialno diagnostiko. Ob tej priliki bi apelirala, da je veliko bolje, da večkrat prijavite sum na bolezen, kot pa da se ne prijavi, kajti v nasprotnem primeru seveda bi lahko prišlo do širjenja virusa, drugače pa lahko dovolj hitro ukrepamo. V Srbiji, na Hrvaškem se je dogajalo celo to, da so veterinarji bolne prašiče še kar nekaj časa zdravili in seveda se je na ta način bolezen še širila dalje. Skratka, katere bolezni sodijo v diferencialno diagnostiko? Absolutno. Prva, na katero pomislimo, je klasična prašičja kuga. Absolutno povsem identična klinična znamenja so pri klasični in pa pri afriški prašičji kugi. Potem druga bolezen, ki pride diferencialno diagnostično, je bolezen, ki jo povzroča cirkovirus tipa 2, in sicer gre za sindrom dermatitisa in nefropatije. Ta sindrom povzroča takšne krvave papule po telesu. Rdečica. Rdečica, kadar ne gre za tisto, kaj ne rečem, patognomično rdečico, pri kateri se pojavljajo romboidne vzbrsti, lahko so spremembe po koži, ki spominjajo lahko tudi na afriško prašičjo kugo.
Potem, kar se tiče cianoze kože, prašič je reprodukcijski in respiratorni sindrom. Včasih so mu rekli tudi blue ear disease in ravno zaradi tega, ker je povzročil cianozo kože. Potem salmonela cholerae suis. Ta dva prašiča sta poginila zaradi salmonele cholerae suis, se pravi zaradi septikemične oblike salmoneloze, spet vidite to izrazito cianozo kože. In enako, poleg septikemije tudi cianozo kože povzroča Pasteurella multocida. Leta 2019 smo imeli prvi sum afriške prašičje kuge v Sloveniji. Takrat, ko smo prišli do reje, sta nas pred rejo pričakala dva kadavra, v hlevu na hodniku pa je ležal tekač z izrazitimi nevrološkimi znamenji, namreč veslavje, in poleg tega so bile te značilne, kaj ne rečem, značilne za afriško prašičjo kugo in tudi za salmonelozo, spremembe po koži, se pravi cianoza kože. In potem smo kadavre peljali in tudi tega prašiča evtanazirali v območno secernico, kjer smo odvzeli vzorce za laboratorijsko diagnostiko. Tukaj spet vidite cianozo kože, cianozo uhljev in nato je bila seveda potem v laboratoriju potrjena salmonela cholerae suis, tako da je bil sum ovržen. Kar se tiče krvavitev. Krvavitve lahko povzroča Mycobacteria suis in sicer povzroča Mycoplasma suis. Mycoplasma suis povzroča eperitrozoonozo, prav tako lahko septikemijo povzroča Glasserella parasuis, pravi Glesserjeva bolezen, tudi pri Streptococcus suisu se lahko pojavlja septikemija in seveda v poštev pride tudi druge septikemije, povzročene z drugimi povzročitelji in tudi zastrupitve s težkimi kovinami. Toliko bi imela jaz bolj na kratko, kar se tiče domačih prašičev. Najlepša hvala za vašo pozornost. Marina, hvala. Jaz predlagam, da pogledamo klepet, če se je kakšno vprašanje pojavilo. Ni zaenkrat ni nobenega vprašanja. Potem pa predam kar besedo profesoru doktorju Gorazdu Venguštu, da nam pove še nekaj o divjih prašičih, pa malo o obnašanju v gozdu, pri lovu. Tako da izvoli, Gorazd. Upam, da se slišimo. Vse. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Slišali smo številne pomembne informacije pri domačih prašičih. Podobno velja za to tudi pri divjih prašičih, s tem, da danes še vedno dobivamo številne informacije vezane na afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih iz umetno okuženih prašičev iz laboratorijskih pogojev. Vemo, da je v prosti naravi izredno težko spremljati potek bolezni, zato je tudi ta laboratorijska diagnostika za nas zelo pomembna, oziroma to laboratorijsko opazovanje poteka bolezni izrednega pomena. Teh slik in posnetkov je pravzaprav izredno malo, vendar pa so nam kolegi iz Litve odstopili par slik in kratkih filmov, s katerimi lahko vsaj približno pokažemo realno sliko dogodkov v naravnem okolju. Pa če začnemo z inkubacijsko dobo, se pravi obdobjem ali pa časom od okužbe do pojava prvih kliničnih znakov. Ta traja približno 5 do 15 dni, lahko je krajša, lahko je daljša. Nekje so ugotovitve, da lahko traja celo 19 do 20 dni. Najpogostejši znak je dezorientacija, se pravi, živali se pojavljajo v bližini naselij, samo trenutek, da sliko, ja. Se približujejo naselju, ne bojijo se človeka, ne bojijo se psov, vidimo nenormalno
obnašanje. Pojavljajo se ob dnevni svetlobi, tisti, ki ste pozorni, pa videli oko, ste videli že v očesu krvavitve. Skratka, tako obnašanje približevanja bolnih živali v bližino naselij ali pa v sama naselja lahko povzroča tudi prenos virusa v bližino farm domačih prašičev. Zato temu lahko rečemo tako imenovana kritična točka v lovstvu. In kasneje bomo govorili o teh biovarnostnih ukrepih, s katerimi skušamo te kritične točke čim bolj odpraviti ali pa jih zminimalizirati. Ko bolezen napreduje, žival obleži, prej smo že slišali, da se lahko pojavljajo živčni znaki. Vpliv okolice še minimalno vpliva na tako žival, vendar pa taka žival zelo hitro pogine. Tukaj je še ena kritična točka. Zavedati se moramo, da je okoli te živali ogromno kužnega materiala zaradi različnih izločkov iz telesnih odprtin. Virus lahko prinese na domače dvorišče nazaj tudi lovski pes, ki ima onesnaženo dlako z temi izločki. In kljub temu, da virus v takih izločkih ne preživi tako dolgo kot recimo v samem trupu, je ta prenos možen. Drug prenos je pa seveda z obutvijo in opremo človeka, ki se je gibal, ki je recimo slikal tega prašiča. Tako da tukaj je treba biti prav tako pozoren in upoštevati vse biovarnostne ukrepe. Tisto najpogosteje, kar vidimo v gozdu oziroma življenjskem prostoru divjega prašiča, je pa seveda pogin, in pogin bo prvi alarm, da se nekaj v gozdu ali pa pri divjih prašičih dogaja. Najpogosteje se srečamo z akutno obliko, lahko se pojavlja tudi perakutna oblika. Pri obeh potekih bolezni je pogin 100%, pri perakutni obliki ta pogin nastopi 3 do 4 dni po okužbi, pri akutni obliki pa tam nekje 4 do 10 dni po okužbi, lahko pa se to podaljša tudi na 20 dni. Zdaj vidimo številne slike, vidimo nekatere filmčke, ki kažejo dogajanje na področjih, kjer je prišlo do izbruha afriške prašičje kuge. In recimo ta slika je zelo pomenljiva. Samo na 1 hektarju so v Litvi uspeli najti 45 poginjenih divjih prašičev, tako da videz tak v gozdu te ne pusti ravnodušnega, tako da dejansko afriška prašičja kuga ni prijetna bolezen za divje prašiče, na koncu pa tudi gledati vse te pogine v gozdu verjetno ni vsakmu vseeno, še posebej pa ne lovcem. Zdaj, tiste živali, ki uspejo preživeti akutno obliko oziroma imajo manj virulenten virus, se lahko pridejo naprej v kronično obliko, o kateri bomo govorili sicer majčkeno kasneje. Vsem pa je enako to, da se pri živalih pogosto pojavlja visoka temperatura. Zaradi visoke temperature se živali pojavljajo ob vodah in kadar iščemo poginjene ali pa obolele živali, je prvo mesto, kjer bi lahko iskali, so recimo vodni viri. Pojavljajo se motnje v brejosti, se pravi, srečamo številne abortuse. Zdaj, abortuse v prosti naravi ne najdemo pogosto, ker jih poberejo predatorji, kadar pa imamo ogromno okuženih živali, ogromno abortusov, takrat pa lahko naletimo v prosti naravi tudi na to sliko. Pri akutni obliki naletimo tudi na rdečico ali pa rdečino kože, ki pa je v prosti naravi izredno slabo vidna zaradi dobre odlakanosti živali in pa zelo debelih ščetin, tako da to obarvanost lahko spregledamo. Pri samem izkuževanju trupa, ki je bil recimo uplenjen, pa predvsem izstopajo povečane bezgavke, ki so na prerezu marmorirane barve. To pomeni, da imamo svetla in pa temno rdeča mesta. V kasnejših fazah obolenja pa postanejo bezgavke
povečane in pa močno polnokrvne. Tako da to se dejansko lahko vidi. Včasih se to vidi tudi že preden izkožimo žival, če smo pozorni, ampak tako, kot sem rekel, ker imajo divji prašiči zelo dobro odlakanost in pa debele ščetine, se to dostikrat spregleda. Zelo eminenten klinični znak je seveda povečana vranica. Že ko odprete trebušno votlino, izstopi ven iz trebušne votline. Imamo pa dve oblike. Na levi strani vidimo zelo polnokrvno vranico, 3 do 4 povečano. Na desni strani pa vidimo še eno obliko, ki se lahko pojavi. Tu gre pa za rahlo povečano vranico z številnimi infarkti na robu vranice, tako da tudi taka oblika je lahko prisotna. Pojavijo se tudi krvavitve po drugih organih, predvsem izstopajo ledvica, kjer vidimo številne pikčaste krvavitve, ne samo na zunanji strani, ampak tudi v notranjem tkivu. V sredici ledvic lahko opazimo krvavitve, pogosto pa temu sledi tudi vnetje okoliških tkiv. Krvavitve ugotovimo tudi na drugih organih, recimo na sluznici sečnega mehurja, na sluznici želodca. Levo spodaj imamo krvavitve po srčni mišici, pojavljajo se krvavitve po trebušni in pa v trebušni votlini in pa prsni votlini, in pa desno spodaj imamo zelo polnokrvna pljuča. Zdaj, če pogledamo kronično obliko ali pa subakutno obliko, tukaj gre za zmanjšan pogin. Pogini se pojavljajo tam nekje 15 do 45 dni po okužbi pri subakutni in pa pri kronični posamezno. Smrtnost se zelo zmanjša napram akutni obliki, nekje 30 do 70% pri subakutni obliki in zelo nizka smrtnost naprej pri kronični obliki. V Evropi, kjer bolezen poteka že kar nekaj časa, smo priča pojavu vse več kronično obolelih prašičev oziroma prašičev, ki imajo naravno večjo odpornost in lahko celo preživijo to bolezen. Na tem filmčku vidite prašiča pod smreko. Vsi ostali prašiči v tej socialni skupini so poginili, so že, vidite, pod smreko nepomični. Ta mlajši prašič pa je pobegnil, potem ko se je približal ta snemalec, kasneje so ga vplenili in je bil pravzaprav tudi pozitiven. Tako da divji prašiči lahko bolezen tudi preživijo in mogoče dolgoročno bo iz teh divjih prašičev, ki so odporni, nastala odporna populacija, tako kot se je to zgodilo v Afriki. To so predvidevanja, bomo pa videli, kaj se bo v bodoče zgodilo. Pri kronični obliki pri živali običajno ne najdemo nobenih sprememb. Se pravi, ko odpremo žival, ko pogledamo organe, ne vidimo ničesar, kar nas bi usmerili na to, da je žival poginila ali pa bila odstreljena zaradi afriške prašičje kuge, in šele samo vzorčenje in pa diagnostika nam kasneje pokaže, ali je žival bila pozitivna ali negativna. Kljub temu pa se včasih pojavijo nekatere patomorfološke spremembe. Ena od teh sprememb se pojavlja v obliki nekroz na tonzilah, se pravi, to je tam v območju grla, ko pride do razjed na sluznici tonzil. Pojavlja se fibrinozni perikarditis, se pravi, v okolici srca je ogromno fibrina, pojavlja se pljučnica, vnetje popljučnice in pa na koži se občasno pojavijo nekroze. Se pravi, poleg tiste rdečice, ki smo jo omenili prej pri akutni obliki, lahko tukaj na koži vidimo tudi nekroze. Nekaj besed je prav, da rečemo tudi o biovarnosti. Danes smo to že večkrat omenili. Kaj sploh je biovarnost? Gre za izvajanje različnih ukrepov in postopkov za preprečitev prenosa povzročiteljev bolezni na človeka ali žival in njihovega širjenja znotraj populacije, kot tudi za uspešno eliminacijo bolezni. V lovstvu imamo številna kritična mesta, kjer lahko virus vstopi v populacijo divjih prašičev in se tudi naprej širi.
In z biovarnostjo se trudimo, da, ali pa bom raj drugače se izrazil, ukrepi, ki spadajo pod biovarnost, so edini, ki lahko preprečijo te prenose in pa tisti, ki preprečijo potem nadaljnjo širjenje virusa v sami populaciji. Ko govorimo o biovarnosti, gre za kar kompleksno področje, ki ga lahko primerjamo z hišico iz kart. Če odstranimo eno karto, se vse poruši, prav tako je z biovarnostjo. Če ne izvajamo vseh ukrepov, tako kot bi mogli, lahko privede to do širjenja bolezni, ne samo znotraj populacije nekega področja, ampak se lahko ta bolezen širi globalno, tako kot poznamo to zdaj pri afriški prašičji kugi, tako kot smo pred kratkim to videli, da se dogaja pri covidu. Skratka, biovarnost je zelo pomemben element in edino orodje, s katerim preprečujemo vnos virusa, predvsem pa potem širjenje virusa in na koncu tudi eradikacijo. Prav je, da nekaj rečemo tudi o zakonu o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Ne bom šel v podrobnosti, prav pa je, da vemo, da se ta zakon ukvarja z ukrepi za preprečevanje in zgodnje odkrivanje ter obvladovanjem in izkoreninjenjem afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Če smo glih pri divjih prašičih, bom omenil samo par členov, ki so vezani na to področje, in sicer 4. člen obravnava načrt ravnanja, kar pomeni, da mora vsak upravljalec lovišča pripraviti načrt ravnanja oziroma tisto, kar morajo vsi lovci v tem lovišču izvajati. Zelo pomemben člen in vsaka lovska družina pravzaprav mora te ukrepe imeti. Pomemben je 10. člen, ki opisuje ukrepe, se pravi nujne ukrepe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge. Tukaj se omenja prepoved prometa z divjimi prašiči iz ene lokacije na drugo, omenja se intenzivni odstrel divjih prašičev za zmanjševanje populacije, prepoveduje in omejuje se krmljenje na krmiščih, omenjajo se biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom, kar bomo omenili majčkeno kasneje še, in pa seveda opisuje ustrezno ravnanje z najdenimi poginjenimi divjimi prašiči. Tako da bi naprej se še navezal na 14. člen, ki pravzaprav res opisuje biovarnostne ukrepe v zvezi z lovom. Tu je zelo pomembna točka, to je čiščenje in razkuževanje obutve, opreme in vozil pred lovom in po lovu, in pa seveda kopanje psov. Že prej smo videli, da psi lahko prenesejo virus iz naravnega okolja na neko dvorišče, kjer je recimo reja domačih prašičev, zato je to kopanje nujno. Opisuje potrebe po odobritvi vozil, ki se uporabljajo v lovišču, zlasti govorimo tu o skupinskih lovih, ne toliko individualnih lovih. Na vsakem skupinskem lovu je seveda treba voditi podatke o udeležencih, prav zaradi tega, če se kaj zgodi ali pa pride do pozitivnih živali, da se ve, kdo je bil na tem lovu in lahko sprovedemo primerne ukrepe. Opisuje postopek kategorizacije živalskih stranskih produktov, opisuje postopek ob najdbi poginjenih divjih prašičev ali njihovih ostankov. In tu bi mogoče zaključil z tem 15. členom, ki pa opisuje nujnost prijave vsakega najdenega divjega prašiča ali njihovih ostankov na regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112. Tam so operaterji, ki to zadevo poznajo, vas na kratko vam opišejo, kakšni morajo biti postopki. Ta regijski center sporoči naprej odgovornim osebam ta podatek in odgovorni naprej potem mogoče pokličejo celo tistega najditelja, da dobijo bolj sveže podatke in tako se zadeva rešuje naprej. Skratka, biovarnostni ukrepi so dejansko tisti, ki nam že zdaj pomagajo, da Slovenija nima afriške prašičje kuge, in upam, da bo tako ostalo še naprej. Hvala lepa in še naprej lep dan.
Hvala lepa. Torej, če imamo kakšna vprašanja morda v klepetu, je zdaj čas, da jih preberemo in Ja, odgovorimo. zdaj nekdo je napisal, Miran Đakovič je napisal, imam nekaj vprašanj na to temo. Zdaj, če lahko dajte napisati ali pa vsaj približno, kaj vas zanima, ker so mikrofoni izklopljeni. Potem je vprašanje, ali je možno dobiti današnjo predstavitev? Ja, to predstavitev se snema in bo na voljo na spletni strani uprave, tako da bo na voljo. Zdaj pa gospoda Mirana prosim, če lahko vsaj nekaj napiše, kaj ga zanima, no. Sicer pa bomo še po temlem izobraževanju, tem delu, ki je zadnji, torej preventiva in pa biovarnost, še lahko prebrali, tako da lahko tudi vmes napiše, če zdaj ni uspel, ali pa pol po mailu odgovorimo. Tako da, če ni napisanega zdaj nič, bi jaz šla kar naprej. Ja, kar pojdi naprej. Okej. Torej, zdaj je naša rdeča nit, kot je zaslediti biovarnost. Ves čas se vračamo, začenjamo, končamo in vse vmes je tudi biovarnost, tako da misel, s katero bi začela ta del predavanja, je res edina stvar, ki stoji med nami in afriško prašičjo kugo, je res preventiva, torej biovarnostni ukrepi. Tole, jaz upam, da mi zdaj dela premikanje po slajdih. Prej smo imeli nekaj težav. Okej, upam, da vidite predstavitev. Ja. Okej, torej vse, kar bo sledilo, zdaj temelji pač na tem dejstvu. Biovarnost, res APK je ena najnevarnejših bolezni prašičev, nimamo cepiva, nimamo zdravila, je pa res Slovenija še zdaj med redkimi državami, ki so ji ušle, ampak to naj ne bo razlog za sprostitev, pač pa nasprotno, to naj bo nam opomnik, da je vsak preventivni ukrep ključen in naša naloga je, da potem to prednost ohranimo. Zdaj, kako? Dobra novica je, da z ustreznimi preventivnimi ukrepi lahko naredimo res ogromno. Vsi mi. Država, smo prej slišali, izvaja opisane ukrepe, pripravlja predpise, ozaveščamo, tudi izobraževanja, kot je tale, izvajamo. Potem so lovci, gozdarji, pohodniki in sploh vsi državljani s prijavo poginulih prašičev in pa absolutno z ustreznimi zaščitnimi ukrepi v naravi, pri lovu. Rejci pa s spremljanjem zdravstvenega stanja svojih živali. Torej vsak sum javite, bodite v kontaktu z veterinarji in pa seveda z doslednim izvajanjem biovarnostnih ukrepov v reji. Kaj sploh je biovarnost, to smo tudi že slišali, ampak ni odveč ponoviti to večkrat, da pride nekako v podzavest. To gre za postopke, ki so namenjeni preprečevanju vnosa in širjenja bolezni. Vse to delamo zato, da preprečimo gospodarske škode pa negativne učinke, ki jih lahko imajo bolezni na zdravje ali pa na dobrobit živali. Eno z drugim, vse je povezano. In ko govorimo o biovarnosti, res v prvi vrsti mi naslavljamo prav rejca, ker je on primarno odgovoren, da v svoji reji pač vzpostaviti biovarnostne ukrepe, vsi drugi, ki prihajajo v rejo ali pa v stik, morajo pa te biovarnostne ukrepe tudi upoštevati. Od zaposlenih do obiskovalcev, veterinarjev, vsi so se jih dolžni držati. Se pravi, biovarnost pomeni, da rejci res razmislijo o vseh možnih poteh prenosa bolezni, naj bo to z novimi živalmi. En mikrofon se je vklopil, bomo to uredili. Ali nove živali, ali obiskovalci, ki prihajajo v rejo, tudi kontaminirana oprema, krma, voda, transport je zelo pomemben dejavnik in pa seveda vse živali, prosto živeče, glodavci, insekti, vse to je ključno, da rejec naslovi in razmisli o tem. Zdaj, biovarnost ali preventiva ni nekaj novega, o tem se je govorilo že tudi v prejšnjem stoletju. Jaz sem našla en članek, kjer je bilo zapisano leta 1800
1872 je pisalo: vsak rejec, ki ima zdrave živali, naj se izogiba živalim in ljudem iz hiše, kjer je bolezen. Če bodo vsi strogo varovali sebe in svojo živino, se lahko bolezen ustavi. In to drži še danes. Kot zanimivost, da je država že leta 1967 ozaveščala o APK. Danes imamo malo več medijev na voljo, pa tudi malo hitrejše obveščanje. Morda ste zasledili rejci prašičev SMS obveščanje kot novost, potem imamo pa tudi jasno zapisana pravila glede biovarnosti. Potekajo tudi preverjanja na terenu v okviru rednih veterinarskih pregledov obratov. To je ena taka dobra priložnost tudi za ozaveščanje pa izobraževanje. Bistvo je vedno enako, se pravi, rejec je prvi varuh zdravja svojih živali. To pomeni, da svoj način reje uskladi s predpisi, se pravi, da poišče pa tudi podporo pri veterinarjih, ki hodijo na terenu in drugih strokovnih službah, ker država jih ponuja na tem področju, in potem vzame to rejec te preglede kot neko priložnost za izboljšave. Kako pa naj začne rejec z načrtovanjem teh biovarnostnih ukrepov v svoji reji? Zdaj najlažje je razmisliti in identificirati tiste kritične točke. To so predvsem nove živali, se pravi nakupi, razni sejmi, razstave, obore, pašniki, stiki z prosto živečimi živalmi, z drugimi vrstami živalmi, pa te križanje vozil, poti, torej obiskovalci ali pa poti s krmo, vozili z gnojevko, to so tiste kritične točke, ki jih je treba nasloviti, in pa določena mesta morajo biti za odvoz kadavrov, posebna mesta, in pa seveda obiski razni, ki jih je treba tudi evidentirati, vedeti, kje so, kdo pride in na kak način vstopa, in seveda rejec mora obvestiti, jasno dati navodila vsem osebam, tudi veterinarji, da se držijo biovarnostnih ukrepov v reji. Nadzor nad insekti je tudi zelo pomemben in pa razkuževanje tudi domače živali, se pravi ptice tudi, in pa divjad ne sme vstopati v rejo kar tako. Zdaj v pomoč pri načrtovanju svoje biovarnosti na reji naj bo naša spletna stran, ki je res, ni samo pravilnik gor, zbrane so še smernice, ki pomagajo mogoče lažje razumeti tisto, kar je zapisano v pravilniku, mogoče tudi kakšno idejo za način, kako implementirati tista določila. Imamo pa tudi na spletni strani afriška prašičja kuga kar nekaj materijala zbranega, tudi izobraževanj že preteklih, ki smo jih imeli, pa brošur, letakov, tako da naj bo to v pomoč in uporabno. Naš pravilnik, ki je izšel lani, je seveda namenjen vsem rejam, predvsem pa rejam prašičev. Imamo splošni del glede biovarnosti in pa specialni del, posebne ukrepe, kjer razdelimo obrate glede na način reje prašičev in določamo tudi stopnjo tveganja, in to smo naredili prav zaradi bojazni pred APK. Seveda se potem te ukrepi prilagodijo glede na način reje. Mi smo ločili nekomercialne reje prašičev, to pomeni, da so tam prašiči za lastno domačo uporabo, da ne zapuščajo obrata, in seveda tukaj ni živali za reprodukcijo. Potem na drugi strani so pa komercialne reje, kjer se redijo živali za prodajo, premik, in pa tudi živali za reprodukcijo, za nadaljnjo rejo. In imamo tudi rejo na prostem. Ta je lahko ali komercialna ali nekomercialna. Gre pa za to, da rejo na prostem imenujemo, kadar se občasno ali pa stalno redijo prašiči na prostem. Tudi obore pridejo v ta kompleks. Za vse reje, nekomercialne ali komercialne, katerekoli reje prašičev, velja, da morajo imeti GMID. Torej morajo biti ustrezno označene, tudi živali morajo biti ustrezno označene. Velik poudarek je seveda na gradnji objektov, na onemogočanju stika prašičev z drugimi živalmi, z divjimi živalmi, potem so izolacije, nabave novih, pa sodelovanje z veterinarji, ustrezna oskrba živali, dezinfekcija, določene evidence, da se vodijo.
Tudi označena naj bo reja z nalepko, z napisi. Mi smo že nekaj teh nalepk razdeljevali preko veterinarskih organizacij, pa preko Kmetijsko-gozdarske zbornice. Nekaj teh nalepk še imamo, če bi bile potrebe, se lahko obrnete tudi na nas preko svojih inštitucij, pa bomo tudi poskrbeli, da pridejo nalepke do vas za rejo. Komercialne reje, moram povedati, da je za njih poleg vsega naštetega obvezen še načrt biovarnosti in ena posebnost je pri rejah na prostem. Tukaj govorimo o ograjah, ki preprečujejo stik z zunanjostjo, torej ne samo pobeg prašičev, pač pa tudi stik s prostoživečimi živalmi. Na tem področju so potekali zadnji 2 leti kar intenzivni inšpekcijski pregledi, tako da je bilo kar nekaj odprav nepravilnosti in ureditvenih odločb na tem področju. V letošnjem letu je pa mogoče ena novost. Veterinarske organizacije s koncesijo v okviru letnih pregledov izvajajo popis rej prašičev. To ni inšpekcijski pregled, namen tega je v bistvu določene stopnje tveganja glede biovarnosti. Torej veterinar preverja podatke o reji živali, pa stalež, pa kako so označene, pa biovarnost pogleda v objektih in biovarnost tudi v kontekstu upravljanja z rejo, potem zdravje živali še in pa pri komercialnih rejah seveda preveri tudi načrt biovarnosti. In te podatke se potem vnese v aplikacijo, v naš sistem, ki ga vodimo na upravi in se avtomatsko izračuna stopnja tveganja glede biovarnosti za posamezno rejo. Ta stopnja je lahko nizka, srednja ali pa visoka. In kaj sledi torej? Če je tveganje visoko, se taka reja smatra kot prednostna obravnava, ker seveda predstavlja neko resno tveganje za rejo prašičev. Zdaj stopnjo lahko rejec tudi preveri v registru prašičev in potem, če oceni, da je visoka oziroma vidi, da je visoka, že odpravi neke napake oziroma neskladnosti in zaprosi potem za ponovno preverjanje preko območnega urada. Čeprav se zdi ta biovarnost zdaj na prvi pogled skupek nekih pravil pa omejitev, je pa v resnici to naš najmočnejši zaveznik. To smo danes že večkrat slišali in jo je treba upoštevati, sploh zdaj rečemo, v mirnodobnem času, ko izbruha nimamo, kajti potem, ko enkrat bolezen pride, se še dodatni ukrepi uvedejo in zato je ključno, da smo zdaj res previdni. In moramo se zavedati, da ni namen naš, tudi ko hodijo veterinarji po terenu, inšpektorji po terenu, ni namen kaznovati, ampak zaščititi. Zaščititi zdravje živali in pa stabilnost sektorja reje prašičev. Tako da jaz mislim, da lahko zaključimo tudi ta del predavanja s tem, da res smo lahko ponosni, da Slovenija še vedno nima APK, smo res ena redkih držav, kjer nimamo izbruha, ampak dajmo vsi poskrbeti in delati v to smer, da tako tudi ostane. Hvala lepa.